Živjo, moje ime je Nika in zadnje mesece veliko svojega prostega časa posvetim plesu ob drogu. Prav zato sem vesela, da se bom o tem lahko pogovarjala s Tjašo, ki je moja vzornica. Kdaj si začela s plesom ob drogu in kdo te je nad njim navdušil? Pred 6 leti. Navdušila sem se pa v cirkusu, ko smo šli starši gledati en cirkus v Avstriji in me je blazno navdušila vsa akrobacijska, v bistvu ves akrobacijski svet, ki sem ga videla tam. So te vrstniki in starši v tem podprli? Na začetku je bila to moja skrivnost, potem pa, ko so izvedeli, sem pa dobila vso podporo. Imajo ljudje kakšne predsodke, ko jim poveš, čim se ukvarjaš? Zdaj ne več. V preteklosti niso ravno vedeli, kaj delam in niso se znali predstavljati, kako to izgleda. Odkot ti ideje za nove figure in točke? Sama imam različne tehnike, od tega, da si predstavljam, da sem neka rastlina, pa se potem zgodi od tega, da sem kakšna žival, pa grem gor, pa dol, pa levo, pa desno. Borila si se tudi z motnjo hranjenja. Je bilo to zaradi tega, ker si bila nezadovoljna s svojim izgledom? Pri motnji hranjenja je tako, da se večinoma časa zgubiš. Se pravi, ko sebe, če se predstavljaš, vidiš eno meglo in edino, kar lahko, oziroma edino sredstvo, s čimer se lahko izražaš, je bila v tistem trenutku pri meni hrana. Zatem je pa še zgodba, ki te spodbudi, da nisi zadovoljen s svojim izgledom. Kdo ti je bil takrat najbolj v oporo? Poiskala sem si pomoč, nekaj časa čakala na sprejem v bolnišnico, vzela sama zase čas in pri tem me je podpirala moja družina. Če se slučajno vi infodromovci spopadete s tem, poiščite si pomoč, vredno je zaživeti polno življenje. Super je spoznati svoje vzornike, še posebej pa z infodromom in mikrofonom v roki. Priporočam. Adijo!